Pokojnine so stvar dveh generacij. Mlajša generacija, ki dela državi, daje denar za pokojnine. Sem magister inženir gradbeništva in sem vodja projektov pri podjetju GeoInvest d.o.o. Starejša, upokojena generacija iz državne blagajne pokojnine prejema. Kaj ste vi delal? Jaz sem delal slikopleskarstva dela, ampak jaz sem prej šel v pokoj, sem jaz predal to sinu. Mlajša generacija, ki zdaj daje denar za pokojnine, računa, da bo njej pokojnine priskrbela naslednja generacija. Tako deluje načelo medgeneracijske solidarnosti, na katerem temelji slovenski pokojninski sistem. Pa bo tak, čez 40 let, še obstal. Slovenija se stara, skoraj tretjina, 612 tisoč je upokojencev. Statistika predvideva, da bo do leta 2060 ta številka še večja, da bo takrat pokojnine potrebovalo že več kot 800 tisoč upokojencev. Upokojen sem pa 14 let. Ivo Jagarinec je upokojeni slikopleskar. Jaz samo pridem kaj svetovati, da doma hladilnik ne odpiram, pa daljinca ne pritiskam. Še pri 74 pomaga podjetju, ki ga je ustanovil pred skoraj pol stoletja. To se pa zaključuje. Od upokojitve ga sicer vodi njegov sin. To je čisti moj hobi. Meni ni treba delati zaradi finančne stvari, ker jaz imam pokojnino dobro. Za eno pokojnino danes dela praktično en človek, a tudi na to, čeprav slabo razmerje, ne gre dolgo računati. Leta 2060 bo po napovedih v državi že več upokojencev kot zaposlenih. Zato najmanj, kar lahko naredimo, je, da delamo dlje, če želimo imeti pokojnine tisti, ki zdaj zanje plačujemo. Zdravo. Kako ste? Ja, kar. V redu. Aleš Golja si je že pridelal 42 let delovne dobe. Dovolj za upokojitev. A gre kljub temu pri 70 še vedno vsak dan v službo. Izvolite, ampak imam 700. Po izobrazbi je matematik, ki se je priučil računalništva. Pri Zvezi svobodnih sindikatov je zaposlen kot vodja informatike. Torej, tako pestro, zelo raznoliko delo ni pa prav hudo zahtevno. Ker sem, recimo, zahtevnejše programiranje preprosto mlajšemu kolegu. Osebno mislim, samo to bi moral spet druge vprašati, da še kar zadovoljivo opravljam delo. Upokojil bi se lahko pred 2 letoma, a se še ne namerava. Imam nekaj lepih idej, ki bi rad vpeljal in se trudim, da bi to tudi uveljavil. Za razliko od Golje je Slovenec, ko se upokoji, v povprečju star 62 let. Živi do 83. leta, torej pokojnino v povprečju prejema več kot 20 let. To upokojencu omogoča medgeneracijska solidarnost. Kaj pa tisti, ki zdaj pokojnine plačuje? Ali lahko računa na to, da bo naslednja generacija po enakem načelu medgeneracijske solidarnosti tudi njemu priskrbela pokojnino? Mladi bodo malo nastradali, ker za njih to verjetno, da ni najbolj popotnica za naprej. Težko bodo prešparali za naprej, si ne vem, kako bo to. 28-letni Aleš Žibert se je prvič zaposlil lani. Če bo za državno pokojnino moral delati najmanj 40 let, se bo upokojil pri najmanj 67. To bo leta 2055, torej v času, ko ne bi država kmalu imela manj zaposlenih kot upokojencev.